Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 25. november 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Prodali bi največjega in najuspešnejšega koroškega zaposlovalca in izvoznika TAP Mežica. Slovenski srednješolci pišejo za nemški časopis. Hišni pomočnik iRobot v hudih težavah. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. V enem največjih in najuspešnejših koroških zaposlovalcev in izvoznikov, TAP Mežica, se po 7 letih, ko so lastniki in uprava prvotni poskus prodaje tujemu strateškemu partnerju opustili, vnovič nakazujejo možnosti prodaje lastniških deležev. Delničarji Bogomir Avprih, ki sodi med 100 najbogatejših Slovencev, Pavel Hercog in Igor Lipovnik, ki imajo skupaj 28% delnic, so namreč preostalim delničarjem poslali dopis, v katerem jih obveščajo o svoji težki odločitvi, a tudi primernem trenutku za prodajo. Dopis delničarjem smo pridobili tudi na Večeru, hkrati pa še odzive vpetih v procese, ključnih lastnikov in uprave. Vse kaže, da odločitvi o prodaji botrujejo nesoglasja o nadaljnjih usmeritvah družbe z največjim 41,5% lastnikom Energije RM, ki jo zastopa Sašo Pečnik. Ali in kdaj ter v kolikšnem deležu bodo napovedani prodajni postopek nadaljevali, se bo vsaj deloma nakazalo že z odzivom delničarjev, ki imajo do petka čas, da se opredelijo do nezavezujoče pobude. Glede na to, da je TAP Mežica eno najpomembnejših podjetij v Mežiški dolini, je ključno vprašanje, kolikšen delež bi prodali in komu ter kaj bi to pomenilo za delovna mesta in nadaljne perspektive podjetja. Več o tej temi Petra Lesjak-Tušek v Večeru in na vecer.com. Ste vedeli, da slovenski srednješolci pišejo za nemški časopis? Citiram: "Moj cilj je bil vedno prepričati mlade, da sta branje in pisanje vitalna za življenje, še posebej zdaj, ko smo pred izzivom socialnih medijev in umetne inteligence, ko ljudje ne vedo, kako ločiti med dejstvi in lažnimi novicami. Da ne predavamo mladim, kaj je pravo novinarstvo, ampak da se učijo s tem, ko to počnejo." Konec citata. Tako projekt, v katerem slovenski mladi pišejo za Allgemeine Zeitung, opisuje njegov avtor Gerald Huner. Od leta 2020 so v drugem največjem nemškem časopisu objavili 50 člankov mladih slovenskih avtorjev, ki so s tem kot prvo pomagali sebi pri prepoznavanju lažnih novic, nato pa še slovenskemu turizmu in splošni prepoznavnosti naše države. Je vaš hišni pomočnik naprava iRobot? Potem je dobro vedeti naslednje. Proizvajalec iRobot je sporočil, da bi lahko že v začetku decembra končal v stečaju. Po tem črnem scenariju bi številne rumbe izgubile skoraj vse svoje pametne funkcije in se spremenile v povsem običajne sesalnike, ki jih je treba upravljati ročno. V najnovejšem finančnem poročilu podjetje navaja, da razpolaga z le še približno 25 milijoni dolarjev gotovine in nima več dostopa do dodatnega kapitala, prihodki pa padajo. Upniki so podaljšali rok do 1. decembra, po tem datumu pa brez nove naložbe sledi stečajni postopek. Ob propadu podjetja bi prišlo do izklopa strežnikov v oblaku in ukinitve uradne aplikacije. Rumba v tem primeru ne bi mogla več shranjevati ali uporabljati zemljevidov stanovanja, ne bi prejemala urnikov čiščenja, avtomatizacije ne bi več delovale, prav tako bi usahnile vse nadgradnje programske opreme. Trenutno gre za resno opozorilo, ne pa še za gotov razplet. To je bil Večer je zjutraj 25. novembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.